dan. Tako, zdaj smo vam pokazali, kaj vse nam nudi IS-kataster glede posameznih slojev, katere podatke lahko srečamo. Malo smo vam poskušali razložiti, da imamo za stavbo pa za določene zadeve kar nekaj slojev in kaj dobite, če imate vklopljen en sloj, da znate tudi pravilno interpretirati te posamezne podatke. Zdaj, kje pa lahko dostopamo do gradiv, kje si lahko pomagamo, da najdemo odgovor na kakšno vprašanja, ki nas mučijo. Trenutno imamo 3 spletne strani, katerih se poslužujemo, s tem, da seveda osrednja se gradi na tem, da bo postal portal Prostor. Se pravi, mi lahko gledamo preko spletne strani Geodetske uprave, preko portala Prostor ali pa preko spletne strani Inženirske zbornice Slovenije. Če se najprej ustavimo na spletni strani Geodetske uprave, imamo tukaj podano vso zakonodajo, tako organizacijske kot materialne predpise, ki se nanašajo na naše področje. Na tej strani imamo tudi podane vse specifikacije, pojasnila in navodila, ki so bila izdana, in jih predpisujejo tudi posamezni pravilniki, da morajo biti objavljeni na spletni strani Geodetske uprave. Potem imamo portal Prostor. Na portalu Prostor imamo na področju parcele in stavbe v razdelku Drugo razno 4 sklope, kjer lahko pogledujemo do posameznih podatkov. To so navodila, zakonodaja, pogosta vprašanja pa obvestila. V tem trenutku na zakonodaji še ne morete dostopati do zadev, ki jih vidite na strani Geodetske uprave, se pravi do posameznih zakonov, bo pa to v bodoče tudi implementirano in pa vidno. Za nas sta pomembna tale prvi sklop, to je navodila in seveda pogosta vprašanja. Na spletni strani, na zavihku navodila, imamo podana aktualno verzijo priporočil za uvajanje pravil ZKN in uvedbe IS-kataster. To so gradiva, ki jih je pripravila skupna posvetovalna skupina GURS-IZS-GIZ-GI in so iz teh gradiv so potem oblikovana priporočila in tukaj lahko dobimo to aktualno stanje. Seveda pa zato, ker se zadeve spreminjamo, je Geodetska uprava se odločila, da bo na tej strani prikazovala tudi vse predhodne verzije, zato da bomo vedeli, kaj smo v nekem obdobju imeli kot priporočilo in kaj se je recimo s kasnejšim priporočilom to tudi spremenilo. No, tlele imam primer samo naslovne strani teh priporočil, ki jih gotovo vsi dobro poznate. No, in potem so pa seveda pomembna še zelo pogosta vprašanja. Na razdelku pogosta vprašanja imamo bazo znanja, ki je rezultat povzetka iz odgovorov, vprašanj in odgovorov, ki jih posredujete na pomoč Geodetske uprave. In potem imate tukaj tudi objavljen seznam kontrol, pa še 2 navodili, to je razlago površin parcel in pa razlago za različne tlorise stavb. IZS je zaradi tega, ker ni bilo nikjer na enem mestu predhodno zbranih vseh navodil, ki smo jih mogli upoštevati, namreč na spletni strani Geodetske uprave so se vodili samo recimo neka aktualne navodila, ki so bila dana. Poleg tega je bilo pa kup navodil in priporočil, ki jih je Geodetska uprava izdala in jih posredovala vsem, bom rekla, pooblaščenim inženirjem in geodetskim podjetjem, vendar ko ta navodila niso bila več veljavna, ne več veljavna, ali pa ko niso bila več toliko aktualna, jih nikjer nismo mogli dobiti na enem kupu. No, zato je Inženirska zbornica pripravila ta pregled zakonodaje. Trenutno stanje je junij 2020, se pravi, tukaj imate zakonodajo ne samo z področja evidentiranja nepremičnin pa strogo geodetskih zadev, ampak tudi vso zakonodajo, katero moramo pri svojem delu predstaviti
upoštevati pooblaščeni inženirji in seveda tudi zaposleni na geodetski upravi, ki odločajo o postopkih, za katere mi pripravljamo elaborate in jih vlagamo, se pravi, imamo od prostorske zakonodaje, stanovanjske zakonodaje, stvarnopravne in zemljiškoknjižne zakonodaje, se pravi, vse tukaj je izbrano na enem kupu. In takole potem preko take preglednice, ki se vam odpre, lahko dostopate do posameznih